Spoštovani, dragi gospod Škof Pevc, Your Excellency Bishop John, dragi brati duhovniki, guardian frančiškanskega samostana, pater Metod, gospod Božner, potem gospod Diakon, dragi ministrante, dragi brati in sestre. Rad bi povedal par besed v imenu ljubljanskega nadškofa in metropolita, predsednika Slovenske škofovske konference, ki je napisal posebno pismo ob tem slovesu škofa Rožmana iz Lemonda in ko se vrača v domovino, v stolnico, ker bo 13. aprila popoldne ob 3 pogrebna maša in bo pokopan v stolnici ljubljanske grobnice. Takole je zapisal ljubljanski nadškof. Spoštovani škofje, duhovniki, diakoni, dragi rojaki, ko na današnjo nedeljo skupaj z apostolom Tomažem izpovedujemo vero v starega Gospoda in mu kličemo: Moj Gospod in moj Bog, tudi mi izpovedujemo vero v stajenje od mrtvih. Na ta dan se skupnost slovenskega dušno-pastirskega središča v Lemondu pod varstvom Marije Pomagaj poslavlja pokojnega ljubljanskega škofa, doktorja Gregorija Rožmana. 54 let je že minilo od tistega žalostnega ponedeljka, 23. novembra 1959, ko so bili vaši starši in znanci, ter tudi nekateri, ki ste zdaj tu, zbrani v tem svetišču in ste se zadnjič poslovili od škofa Gregorija. V tistih težkih časih je bila trdna opora vsem, ki so izgubili domovino in mnogi tudi svoje najbližje, ki so končali svoje mlada življenja po slovenskih moriščih. Izgubili so vse, razen svojega življenja, in začeli v svobodni ameriški družbi na novo. Sem so prinesli svoje delovne roke, svoje znanje in svojo vero. Škof Gregorij je to življenje delil z njimi in jih spodbujal, da so uspeli na različnih področjih življenja. Ohranili so svojo vero in ljubezen do domovine in so postali tako, kot ste vi danes, ponos nove domovine, slovenskega naroda in zdaj demokratične in samostojne države Republike Slovenije. Vedno ste poudarili, dragi rojaki, kako veseli in hvaležni ste, da ste imeli v težkih letih begunstva škofa med seboj. Tudi sam je bil rad med vami. Ko je škof Gregorij leta 1948 prišel v Združene države in ste mu v Clevelandu pri Svetem Lawrencu 4. julija pripravili sprejem, je dejal: Kakor vsi vi, tako bi tudi jaz rad doživel osvobojenje Slovencev izpod komunistične diktature in se vrnil v svojo škofijo. Toda, če moja žrtev more količkaj prispevati k Božji slavi in k večji sreči mojih vernikov in vseh Slovencev, z veseljem iz srca kličem: Gospod, sprejmi moje življenje, naj umrjem v begunstvu. Gospod je sprejel njegovo žrtev in ga je poklical 16. novembra 1959 sebi. Očetje frančiškani pa ste ga z odprtimi rokami sprejeli. Danes bi vam rad izrekel iskreno besedo zahvale za vso skrb in pozornost, ki ste jo vse leta izkazovali njegovemu zadnjemu prebivališču in njegovemu spominu. Ob romanih Mariji Pomagaj Lemond ste rojaki iz Združenih držav in Kanade vsako leto prišli tudi na grob škofa Gregorija. Pri njegovem grobu ste utrjevali zvestobo katoliški veri, slovenstvu in demokraciji,
a tudi verno ljudstvo v ljubljanski škofiji, ki je bil nadpastir kar 30 let, kaj že dolgo želelo imeti med seboj. Svobodni časi, za katere je škof molil, da bi zasijali slovenski domovini, so se uresničili. Zato želimo sedaj izpolniti njegovo željo in pravico, da njegovo mrtve telo čaka slavo stajenja v domači zemlji. Počival po svoji ljubljanski stolnici svetega Nikolaja, kjer je tolikokrat maševal in pridigal, in kjer ga boste lahko obiskali vsi, ki boste kdajkoli obiskali domovino Slovenijo. Vsem vam, varuhom njegovega spomina, izrekam iskreno zahvalo in prosim Gospoda, naj vam nakloni svoj blagoslov. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit. Dragi bratje in sestre, dovolite, da se tudi v svojem imenu, v imenu vseh duhovnikov, vseh slovenskih škofov, iskreno zahvalim vam, dragi rojaki, v Združenih državah Amerike, Kanadi, vsem vam duhovnikom, škofom, diakonom, ki ste škofa Gregorija Rožmana ohranili tako lepem spominu, hodili na njegov grob, romali v slovensko-ameriške brezje, hkrati pa, ko je bil med vami, da ste skupaj z njim bili močni in trdni veri in zvesti Kristusu. Želim vam, da bi to vero ohranjali, da bi radi prihajali v Ljubljano, Slovenijo, na njegov grob, ljubljansko stolnico, da bi se radi srečevali, kajti če smo povezani v Kristusu, potem ni meja. Potem je Slovenija tukaj in Amerika v Sloveniji. Torej, dobrodošli, iskrena hvala vam, hvala lepa obima škofoma in vsem duhovnikom, diakonom in bratom frančiškanom, ki so s tako odprtostjo sprijeli škofa Rožmana, da je tukaj pokopan, da je bil pokopan na njihovem pokopališču. Dear brothers and sisters, Your Excellencies, priest, deacon, guardian, method, and other dear brothers and sisters, I just want to say thank you very much again that Bishop Rožman found the home here in the United States and Canada, and that you have the faith, that you have really the courage and the revelation of Holy Spirit that it is not important where we are, in Slovenia or in the United States or in Canada. In Jesus Christ we are very close to each other. And I am grateful for you, for your culture, for your faith, for that you are in the community. When we are in community, we are strong. So, very welcome in Slovenia many, many times to visit the tomb of Bishop Gregorij Rožman in Cathedral in Ljubljana, where he will be stayed, buried in the cathedral, in the special chapel, and the funeral will be on 13th of April, so on Saturday at 3 o'clock afternoon. So thank you very, very much again. We are very, very close to each other. In Jesus Christ, we have the memory, we have the roots, we have the faith, we have the language, culture. Around the world, it is not possible where we are really close to each other. Hvala lepa, še enkrat vsem skupaj.